Lepo pozdravljeni v oddaji Športne novice, v kateri smo vam pripravili nekaj utrinkov športnih dogodkov in tekmovanj zadnjih 2 mesecev preteklega leta, zato vas vabimo, da ostanete z nami. V turškem mestu Istanbul se je novembra 2014 odvijalo tekmovanje za 6. evropski pokal gluhih v košarki, na katerega se lahko uvrstijo le prvaki evropskih držav. Slovenijo je zastopala 11-članska ekipa Društva gluhih in naglušnih Ljubljana, ki je letošnji državni prvak v košarki in je na Eurocupu zasedla 5. mesto. Ukrajinska ekipa je postala prvak pred ekipo iz Litve. Tretja uvrščena ekipa je bila iz Rusije. V petek 28. novembra 2014 je v Parizu potekalo žrebanje tekmovalnih skupin Evropskega prvenstva, v katerih se bodo pomerile odbojkarske reprezentance. Sekretariat Športne zveze gluhih Slovenije je na podlagi trenerske ocene telesne kondicije in tehničnega znanja zaključil, da slovenske odbojkarice niso na takšni stopnji, da bi upravičile nadaljnje priprave in udeležbo na Evropskem prvenstvu gluhih, ki bo v začetku julija 2015 v Parizu. Bolgarsko glavno mesto Sofija je od 19. do 29. novembra gostilo 4. evropsko prvenstvo gluhih v futsalu. Udeležilo se ga je 16 moških in 14 ženskih ekip. Naša futsalska reprezentanca gluhih se nanj žal ni uvrstila. Evropski prvak pri moških je ekipa Ukrajine pred Rusijo in Nizozemsko. Pri ženskah so zmagale Rusinje pred Nemčijo in Anglijo. V italijanskem letovišču Pesaro so od 10. do 14. decembra prvič gostili Ligo prvakov v odbojki gluhih, katere so se udeležili državni prvaki in podprvaki evropskih držav. Tekmovanje sta skupaj organizirali Evropska športna organizacija gluhih in Italijanska športna zveza. Sodelovalo je 10 moških in 5 ženskih klubov. Z borbeno igro v finalu je ukrajinski Kijev premagal Novosibirsk iz Rusije, tretji je bil Žitomir iz Ukrajine. Pri ženskah so prvakinje iz Kijeva pred drugo uvrščeno italijansko Ancono in tretjo uvrščeno Kalugo iz Rusije. Športna zveza gluhih Slovenije je imela 6. decembra redno sejo predsedstva. Prisotnih je bilo 10 članov. Med drugim so razpravljali o vsebinskem in finančnem načrtu ter o državnih tekmovanjih v letu 2015. Izvedenih bo 12 državnih prvenstev v različnih športnih panogah. Že marca se bo smučarka Anja Drev pomerila na 18. zimskih olimpijskih igrah gluhih v Rusiji. Letos sem se kar veliko pripravljala, imam že približno 60 dni smučarskega treninga na ledeniku. Veliko tudi delam na kondiciji in ker je te olimpijske igre so na koncu sezone, zato še vmes veliko tekem in upam, da mi bo tudi na teh FIS tekmah šlo dobro. Letos bom tudi drugo leto tekmovala med slišečimi v FIS programu in tudi ciljam na boljše točke, da bom tudi morda nekoč med slišečimi uspela. Te tekme med slišečimi so mi v bistvu kot dodaten zelo dobri trening in morda imam tu pa tam kar veliko trema, ampak tudi kot to pridem, uspem.
17. decembra 2015, manj kot 100 dni od otvoritve 18. olimpijskih iger gluhih v Rusiji, je imela Športna zveza gluhih Rusije v Moskvi mednarodno tiskovno konferenco Rusija danes. Več kot 50 tisoč srednješolcev in 500 študentov se je učilo v zgodovini olimpijskih iger gluhih, športnih programih in dosežkih gluhih ruskih športnikov. Udeležili so se tudi delavnice znakovnega jezika. 18. zimske olimpijske igre gluhih bodo potekale od 28. marca do 5. aprila, in sicer v 5 različnih športnih panogah. To so smučanje, bordanje, hokej, curling in smučarski tek. Skupaj bodo podelili 33 kompletov medalj. V letošnjem letu naše športnike čakajo še naslednja velika mednarodna tekmovanja. Na svetovnem prvenstvu gluhih v tenisu v angleškem mestu Nottingham se bo za naslov potegoval tudi naš najboljši tenisač Marino Kegel. Naši košarkarji se bodo v letošnjem letu udeležili svetovnega prvenstva gluhih v košarki na Tajvanu. Predstavniki Slovenije bodo podirali keglje na svetovnem prvenstvu v bovlingu v Italiji. Mladi atlet Tadej Enci se bo udeležil Evropskega atletskega prvenstva na Poljskem, Slovenija pa bo v Portorožu gostila drugi mednarodni teniški turnir gluhih. Za konec pa še športno vabilo. Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor s podružnico Ptuj pripravlja že 10. tradicionalni futsalski turnir, 5. odbojkarskega za ženske in 2. v bovlingu. Slednjega Mariborsko društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor organizira v sodelovanju z Medobčinskim društvom gluhih in naglušnih Slovenske Konjice in bo potekal v soboto 24. januarja v Mariboru. Zbor za vse športne panoge je od 8. ure naprej. Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite in navijajte z nami. V športnih novicah se znova vidimo marca. Nasvidenje.